Solarna joga ali zrenje v sonce je starodavna tehnika meditacije, pri kateri se nekaj sekundni pogled usmerja proti soncu ob sončnem vzhodu ali zahodu. Ta metoda temelji na predpostavki, da je sonce sila življenja. Z zrenjem v sonce pa naj bi prek oči in čaker pridobivali prano oziroma življenjsko energijo. Zagovorniki solarne joge pogosto navajajo, da sončna svetloba spodbuja delovanje pinealne žleze in uravnava hormona melatonin in serotonin ter poveča našo energijo, vendar za te trditve ni znanstvenih dokazov. A prav zaradi solarne joge v zadnjem času na očesni kliniki na UKC Ljubljana beležijo povečanje poškodb centralnega vida. Centralni vid je v bistvu tisti del vida, ki nam pomaga, da ločimo barve, oblike, se pravi najbolj natančen vid, ki ga imamo. S tem lahko beremo, pišemo, zaznavamo obraze, tako da vsakršnakoli okvara vidnih čutnic v centralnem delu lahko zelo poslabša kvaliteto življenja. Direktno gledanje v sonce je nevarno zato, ker pušča trajne posledice na očesu. Nekatere posledice so lahko vidne akutno takoj, nekatere pa šele čez nekaj časa. Akutno lahko pride do opekline kože vek, lahko do kakršnihkoli fototoksičnih učinkov na površino očesa, sčasoma pa pride tudi do poškodbe očesne leče in do sprememb na očesnem ozadju, konkretno v centru gledanja, to je rumena pega na mrežnici. Na tem delu lahko pride do trajnih, nepopravljivih okvar vidnih čutnic, ki zavedno lahko poslabšajo vid. Večinoma pride do poslabšanja vida oziroma do meglenega vida, lahko pa pride tudi do temne lise v centralnem delu, torej kamorkoli pogledamo, lahko vidimo temno liso. V zelo skrajnih primerih lahko govorimo tudi o zelo slabem vidu, ki je blizu slepote. V nekaterih primerih pride do nekoliko izboljšanega stanja tekom časa, v večini primerov pa vidne čutnice ostanejo trajno okvarjene. Tako da na tem mestu je potrebno poudariti, da kakršnokoli direktno gledanje v sonce lahko povzroči trajne okvare vida, ki so neozdravljive. Velja tudi poudariti, da včasih ne vidimo takoj te okvare, ampak pride z zamikom dan do dva. Takrat je potrebno obiskati očesnega zdravnika, ker nato mi s kliničnim pregledom in posebnimi preiskavami v bistvu ugotovimo in vidimo spremembe, ki so značilne za tako imenovano solarno makulopatijo. Sicer je pa potrebno vedno pri vsaki nezaščitenem gledanju v sonce, vedno potrebno se temu izogniti. Gluhi in naglušni večino informacij iz okolja sprejemamo prav prek vida, zato je zaščita oči bistvena. Vsaka trajna okvara vida pomeni dodatno oviro pri sporazumevanju in zmanjšuje kakovost življenja. Tako da je pri okvari sluha sploh potrebna previdnost pri ohranjanju vida. To lahko dosežemo z zdravim načinom življenja, se pravi z vnosom raznolikih hranil, ki imajo tudi v bistvu hranila, ki varujejo vid, to se pravi vitamini, minerali. Potem je pomembno tudi zdrav način slog življenja v smislu gibanja, se pravi čim več preživetja na dnevni svetlobi,
Seveda pri soncu je potrebna UV zaščita s potrebnimi očali z primerno UV zaščito in pa seveda uporaba pokrival z šiltom. Poleg tega je tudi pomembno, da se zavedamo, da je pri bližinskem delu so potrebne ustrezne pavze zaradi preprečevanja poslabšanja kratkovidnosti. Na drugi strani je pomembno tudi dovolj spanja. Seveda so pa potrebna tudi redni očesni pregledi in pa prava korekcijska očala in v primeru nošnje kontaktnih leč je tudi tukaj potrebna previdnost pri samem rokovanju z lečami. Pomembno je, da vid varujemo enako skrbno kot druge telesne funkcije in da se zavedamo, da neodgovorno ravnanje lahko povzroči nepopravljive posledice. In tako poleti kot tudi pozimi ne pozabimo na očala s primerno UV zaščito.